Lepo pozdravljeni, spet je teden naokoli, tu je z nami nov odmev tedna in nov komentator. Z nami je dr. Jože Možina, novinar, urednik in analitični komentator. Lepo pozdravljeni, kolega Možina. Lepo dobro jutro tudi vam, gledalcem. No, začnimo, gospod Možina, seveda midva se bova, ker sva vljudna, vikala, sicer bi se tikala privatno, ampak to se nikogar ne dotika, sva pa seveda bivša kolega. Doktor Možina, poglejmo najprej prvi video, namreč bil je kongres Nove stranke, Demokrati, in predsednik, gospod Logar, je povedal tole. Slovenija je upehana od politike proti, utrujena od boja vsakega in vseh proti vsem, v že za tako zahtevnem regionalnem in mednarodnem okolju. Globoko v sebi si vsi želimo sodelovati in vsi si želimo napredka. Torej, Slovenija je upehana. Je upehana Slovenija ali je upehan Anže Logar? Ja, to je nekoliko vsegliharska izjava, ki smo jo pač vajeni strani tistih politikov, ki pravzaprav nimajo neke globoke potence. Zdaj, kdo tukaj koga izključuje? Ne? Kdo izključuje? Vemo, da pač levica in ekstremna levica in tista leva sredina pri nas izključuje del političnega spektra in drugače mislečih. Obratno pač ni, ne? In tle na tem dejstvu moramo sloniti. Jaz ne vem, mislim, da ta izjava res ne obeta kakšnega hudega prodora, tudi nič novega ni povedal. Ne? To so pač te floskule, ki jih zelo, zelo pogosto slišimo strani leve ali pa levosredinske politike. Ampak ali je Slovenija, če je upehana, potem pripravljena na to širino povezovanja levih in desnih, ali pravzaprav še vedno si Slovenija in volivci želijo bolj jasna stališča na eni in na drugi strani? Verjetno si želijo lastna stališča, žal sta dva pola res vse k sebi, ne? Ampak predvsem seveda zaradi velike dominance leve politike in levih medijev, pač tudi na račun sredine in desne sredine. Ampak mislim, da v resnici to je res, kar on pravi, da si ljudje želijo sodelovanja, se z eno zdravo pametjo, recimo, da je treba dihati, če malo povzamem ali pa parafraziram papeža Janeza Pavla II., ki je govoril takrat za vzhodno in zahodno Evropo, da je treba dihati z obema kriloma pljuč. Pri nas sedaj dihamo seveda z levim krilom slovenskih pljuč in kaže, da dihamo zelo slabo in zato smo upehani in utrujeni, pač ker imamo popolnoma nesposobno oblast, ki je tako nesposobna, da zdaj se razkraja že sama pred sabo, pred našimi očmi. Vprašanje pa je, a je tukaj Anže Logar v resnici prava alternativa. Jaz še vedno ne razumem, kaj pravzaprav hoče in kaj želi. Rečeno je bilo, da bo posegal v sredino, da bo privabil tudi leve volivce, ampak kot vidite na kongresu se ni pojavil noben pravzaprav prepoznaven obraz, ne, sploh pa ne z leve sredine. Celo ta dva, ki sta bila v tej platformi sodelovanja, dr. Pikalo in gospa Alja Brglez, tudi njih dveh tukaj v stranki ni bilo. In problem Anžetove stranke je v tem, da ne predstavlja neke alternative, kot je videti. Ne? In da bo pač jemala samo iz volilne baze največ Nove Slovenije, kot smo videli po neki analizi SDS-a. Zdaj, to pa ni nobena prava alternativa. Ampak zakaj ni bilo Alje Brglez, recimo? Ja, to je zanimivo vprašanje. Ja. Se tudi nihče ni tega vprašal in tudi odgovora na to ni bilo. Jaz mislim, tle sta dve teoriji. Ne? Ena je, da je vse zmenjeno. Jaz mislim, da ni nič zmenjeno, da je ravno obratno. In da kot sedaj kaže, zdaj vprašanje, kaj Logar dejansko misli, kot sedaj kaže, je to stranka, ki bo jemala, ki bo razbijala desni tabor. Ker kot je videti, v levo sredino ne bo posegala. Poglejte, končno tudi pisanje levih ali pa ekstremno levih medijev, Mladina in tako naprej, ki Logarja napadajo, da bi seveda signalizirali svojim levim volivcem, da to ni to, da to ni opcija, ki jo lahko voliš. Se pravi, pustimo ga tam, v desni sredini, in tam bo pač razcepil, mogoče celo svojim nastopom na volitvah iz politike izločil Novo Slovenijo iz parlamentarnega življenja. To je možno. No, ampak se to je ravno zanimivo, ker govori, da bo povezoval, zdaj programa pa še nimamo, ne? Kaj bo zdaj, katera točka programa bo ta, ki bo povezovala? Tega še zdaj ne vemo pravzaprav. Ja, on je sicer rekel, da je pripravljen sodelovati z vsemi, razen z
pač levico, ne, da si pa ne želi vlade, v kateri bi dominirala SDS in Janez Janša, ne, nekako tako mislim, da je izrazil. Da je ta govor o sodelovanju, to se pač lepo sliši. V praksi je pa tako, ne, stranko se ni razšel ravno na lep način, ne, vendar je stranka v njega ogromno investirala, tudi on je stranki veliko dal. On je bil odličen takrat, ko je vodil to parlamentarno komisijo, ki je raziskovala Jankovićeve, pač se veste, kakšne posle, tudi kot zunanji minister, ampak to je bilo seveda v okviru vlade, ki jo vodil Janez Janša, ne, in tudi kandidatura na predsedniških volitvah. Po nekih informacijah je on tudi malo samovoljno napovedal to kandidaturo. Je SDS imela še koga v igri, naprimer doktorja Ernesta Petriča, jih je malo prehitel, kakorkoli. V njega je potem desna sredina veliko investirala, da je bil na teh volitvah uspešen. Res tudi, da proti relativno slabi kandidatki, Nataša Pirc Musar pač ni bila neka zvezda predsedniške kampanje, ampak zaradi vse te medijske mašinerije je na volitvah zmagala, ampak imidž Anžeta Logarja je zrastel takrat, seveda, s to investicijo, ne, vseh desno-sredinskih medijev in politike. In mogoče on tudi nekako začutil, da je malo precenil svojo karizmo. No. Ampak zdaj, če pustimo zdaj osebe, te konkretne osebe, ki so v tej zgodbi, pa če pogledamo sam program stranke, vi ste zelo velik specialist za te povojne poboje, za vse dogodke med drugo svetovno vojno in po njej, tik po njej. Kaj v programu je tisto, kar bi povezalo obe strani, ker tu se mi zdi, da se najbolj ločita leva in desna stran. Kaj bi moralo biti v njegovem programu, da bi lahko za tak program, kar se te teme tiče, volili in eni in drugi? Ja, glejte, eno osnovno izhodišče je, ki je civilizacijska norma 10.000 let, to normo sta kršila samo nacizem, komunizem in če se malo pikar in Zoran Janković, ne? Spravi, da se pokoplje mrtve. Da se pokoplje mrtve. Tukaj bi se morali nekako strinjati vsi, saj verbalno se strinjajo, pa v praksi do tega ne prihaja. Program Anžeta Logarja je tako bolj, bi rekel, desno-sredinski. Ne? Je dejansko ni prav zelo različen od tega, kar ima v programu SDS ali pa Nova Slovenija, recimo v tem podjetniškem smislu. Kaj bi bilo tisto, kar bi povezovalo? Ja, presegati ideološke delitve se da na ta način, da se odprta poglavja in travme iz zgodovine pač popravi tisto, kar se lahko. Ne da se povrniti življenj, ne da se povrniti vseh tragedij, ki so se zgodile, da se pa pokopati mrtve. Jaz bi samo na tej minimalni točki bi se v bistvu poskušal srečati. In če bi se to dogovorili, bi naredili velik korak. Ker tudi nam zgodovinarjem je jasno, da zgodovina ne sme biti neprestano v prvem planu. Ne? Pri vsakem večjem sporu ideološkem pride spet zgodovina. Zato, ker zadeve niso razčiščene, niso končane. Zgodovino se prepusti zgodovinarjem takrat, ko seveda poskuša država na nek zrel način rešiti zgodovinska vprašanja. Sej, končno imamo tukaj zglede. Borut Pahor je tukaj naredil velike korake. Ja, no, seveda imamo tudi sliko in prišlo je pismo gospoda Kaloha. Zdaj, Kaloh je pa seveda napadel zdaj Anžeta Logarja, slišali, to so zdaj to pranje umazanega perila v javnosti, kdo je koga izsiljeval, kaj je kdo pogojeval, kdo bi bil podpredsednik, ni bil podpredsednik in dejal mu je takole Kaloh Logarju, kar je Logar seveda tudi potem zanikal na nek način, nimaš niti kadrov, nimaš denarja, nimaš poguma, navajen si živeti od proračuna. Kako lahko razumemo ta v bistvu javni spopad med dvema nekdanjima članoma iste stranke? Kako lahko to razumemo? Očitno je do spora prišlo tik pred zdajci, tik pred tem kongresom, dokler je kazalo, da se bo plen v navednicah delil, seveda predsedniško in podpredsedniško mesto je bil Kaloh zadovoljen, potem je pač ta spor izbruhnil na tako brutalen način in seveda to najslabša možna popotnica tudi na poti te nove stranke. Zdaj mi dva ne moramo presojati, kaj je res in kaj ni res, kaj je Kaloh govoril, ampak recimo ta izjava, mogoče najhujša v nekem smislu bi bila, to, ko ga on osebno karakterizira in ocenjuje, to je pač on rekel, on je z njim sodeloval, kaj drži ali kaj ne, ampak je ta izjava, ko je pa rekel, da je Logar v nekem zaprtem krogu izjavil, da je treba terminalno uničiti SDS, seveda stranko, ki je obema dajala kruh, Logarju še več časa,
To pa je nevarna izjava. Ne vem, Logar je načelno vse zanikal, decidirano te izjave posebej pa kolikor vem, ne. Tako da to umazano perilo marsikaj vendarle razgalja in je zelo, zelo slaba popotnica tudi za nadaljnjo politično kariero Anžeta Logarja. Torej, mislite, da je dejansko to sovraštvo do SDS-a v Logarju tako močno? On tega ne kaže, ne kaže, ampak če ta izjava, ki sem jo sedaj omenil, drži, lejte, tudi način, kako je šel iz stranke. Prej sva se pogovarjala, stranka je veliko v njega investirala, on je seveda tudi veliko dal v svoji politični karieri, vendar je podpisal dogovor, da bo vrnil mandat, če bo izstopil v stranke. Tako pač člani stranke podpišejo, se ni nihče prisiljen kandidirati. Ljudje kandidirajo zato pač, da so izvoljeni in tudi ko se ljudi razvršča, bodoče poslance, poslanske kandidate, seveda bo on prišel pač v okraj, kjer je absolutno izvoljiv. In ta način, da se potem to vrže čez ramo, da se tega dogovora ne spoštuje, čeprav vemo, kaj ustava pravi o poslanskih mandatih, to je tudi slaba popotnica. On bi moral biti gospod, vrniti mandat in iti na svoje. Tako pa še vedno, končno v kampanji SDS-a izvoljen poslanec, ustanavlja novo stranko in pravi, da bo odslej drugače. Zdaj tudi, če bo ta stranka marginalna, nima kaj povezovati. Koga bo povezovala? In tudi to povezovanje, gledajte, že na končno dan po kongresu, že na kongres se je pravzaprav govorilo, da so se skregali pri samem vrhu. Tako da slabo. No, ampak tudi samo to vprašanje, s kom se boste povezali po volitvah, to je tako čudno. Jaz se spominjam gospoda Staniča Edvarda od krščanskih demokratov iz 90-ih let, žal je že pokojni, Bog mu da je večni mir in pokoj. On je dejal, ko so ravno tako takrat v 90-ih pred volitvami ljudje vprašali, s kom se boste vi povezali kot krščanski demokrati, pa je bil tajnik stranke in rekel, veste kaj, o povezavah se govori potem po volitvah, se to je jasno. Zakaj bi zdaj govoril? Vsi ne veš, kdo bo zmagal, kdo sploh pride v parlament. Kaj, če Logar sploh nikamor ne pride? Mislim, o čem zdaj govorimo sploh? Točno tako. Ja. Pa gledajte, veste, od kje prihaja ta zgodba? Po volitvah leta 2004, ko je zmagala pač desna sredina in je SDS vodila vlado, je bil to očitno tiste 4 leta tak šok za levo sredino, dobesedno nek prastrah se je zalezel v kosti. Veste, da so potem sprožili afero Patria, v nekem smislu tudi ukradli volitve in volilno zmago leta 2008. A takrat se je uveljavila ta maksima, že vnaprej so mediji, kot Mladina, Dnevnik in tako naprej, tudi, žal, tudi naša javna televizija, skoraj na vsakem soočenju spraševali, a boste sodelovali z Janšo? Ja, samo da ni Janša. Samo da ni Janša, do britkega konca. Ja. Tukaj se vidi, da gre za neko posebno dresuro slovenskega volilnega telesa, kjer se dobesedno vodi kampanjo tudi v lastno škodo. Tle smo malo različni od Američanov. Ja. Američani vendarle, kakršnikoli že so, nekateri pravijo so neizobraženi, butasti in tako naprej, jaz temu ne pritrjujem. Glejte, oni so na zadnjih volitvah, končno preden so oddali volilni glas, pogledali tudi v denarnico. In so videli pravzaprav, kateri predsednik ali prejšnji Trump, pa sedajšnji Biden je za njih ugodnejši. In vemo, da se je standard Američanov nekoliko znižal, in je to dejstvo in so pač izvolili Trumpa. Pri nas pa je Golobova oblast ob vseh neumnostih končno tudi zmanjšala plače s to obdavčitvijo. Vsi imamo manj. In kljub vsemu se je volilo pač in se bo še zdaj volilo, seveda ne več Goloba, ker to je pač, kaj rečem, skoraj v političnem smislu poginuli ptič, ki bo obležal na cesti, ampak neko transformacijo, neko metastazo, pravzaprav te iste ideje novih obrazov. Samo da ni Janša. Samo da ni Janša. Ja. Kljub temu, da bomo mogoče slabše živeli, kot sedaj kaže. No in seveda ta teden oziroma konec prejšnjega je zaokrožila tudi fotografija 3, lahko rečemo zarotnikov ali 3 politikov, torej Janković, Golob, Kučan so se zunaj na tržnici, vsem na očeh usedli na kavico, mogoče so še kaj močnega popili, ne vemo točno z te slike, ampak seveda je zdaj kasneje prišla razlaga, gospod Kučan je rekel, da se je vračal z pogreba, pa da je gospod Janković rekel, da bo zunaj, slučajno se je pridružil, skratka, zdaj je nastala neka zgodba in mogoče ugibanja, da je mogoče
Robert Golob, ki mu dejansko pada podpora, nekako želel prepričati ljudi, kajti ta slika lahko kaže ljudem, ki se ne zanimajo za politiko, aha, saj Kučan še vedno podpira Goloba, saj Golob je še vedno v redu, saj to je okej, saj veste, ljudje se toliko ne zanimajo za te bojlerje, pa omrežnino, pa te plače in tako v detajl in rečejo, lej, saj to so še vedno naši in se podpirajo. Kako vi razumete to sliko? Ker sem pač z televizije in človek vizualizacije, mi ta slika pomeni pravzaprav vse. Pomeni, da je ta politika, Kučanova, Jankovićeva in Golobova, pristala na cesti, pristala na tržnici. To je pač najnižji nivo, kot smo ga v 30 letih samostojne Slovenije imeli. To je pravzaprav Kučanova zgodba. Končno, kdo pa je botr vsega tega? Ne? Kdo je takrat rekel, ko je prišla na dan plača Roberta Goloba v državnem podjetju, enormna plača z nagradami in vsem tem, da plača ni problem. Ne? Kučan je dal zeleno luč, kot je dal Kučan zeleno luč za pač vse mandatarske kandidate v preteklosti. Res pa je, da je Golob tako samosvoj in poln sebe in očitno ima neke težave z tega področja, da tudi ne posluša, ne? Ker, gledajte, oni so se seveda odločili pod Marko Samodan Janša za Roberta Goloba in potem medijski stroj ga je sproduciral. Ne? Čeprav se je vedlo, kakšne neumnosti je Robert Golob govoril že prej, pa pred kampanjo, v kampanji, saj vemo. Ampak mediji, vključno z dominantnimi mediji, so proizvedli oblast, ki jo imamo sedaj. Zdaj se lahko jamra in govori in so razne tarče in tako naprej, ampak dejstvo je, da so ga sproducirali mediji, ne, seveda pod patronatom te skrajne levice. Predvsem RTV Slovenija, imeli ga bomo, je rekel Marcel. No, se ga imamo. Ja. Lejte, in zdaj pa en velik problem je nastal, da premier Golob ni operativno sposoben voditi najosnovnejših zadev v tej državi. Pustimo, da so vse reforme propadle. Glejte, v zdravstvu se sploh ne govori več. Najprej so imeli časovnico, vse je to povoženo, zdravstvo razpada. Ljudje imajo grozljive težave. Seveda, mediji o tem ne poročajo na nek adekvaten način. Vele uspeh naj bi bila zdravstvena, plačna reforma. Plačna reforma, Mislim, velika zgodba, nekaj milijard vržeš, povišaš plače največ sebi. Ne? Se to je noro. Tukaj bi morali mediji podivjati dobesedno. Glejte, tisti, ki imajo res najnižje plače, so dobili peščico nekaj 10 evrov, tisti, ki imajo in imamo visoke plače, višje plače, tudi na RTV-ju, bomo dobili pa več. Glejte, sploh pa veste, da župani, predsednik vlade, predsednica države, ti bo imeli najvišje povišanja, ne? Ja. To je noro. In to je zdaj velik uspeh. Nič ni, vse skupaj ni nič. In potem je seveda, ker je neoperativen, je tudi za njih to nevarno. Ne? Končno, to je izredno slab imič. Morate vedeti, tukaj država trpi, kakšni bi rekli, pošteni delavci, kmetje in podjetniki ustvarjajo presežke in upolnijo državno blagajno, ti nekompetentni politiki pa to trošijo in seveda tudi Kučanu gre to na živce. In vsake toliko ga je treba malo postrojiti. Spomnite se tistega primera, to je bilo 9. maja, mislim, da lansko leto, na Ljubljanskem gradu, ko spet ni bilo slučajno, ko so po tisti veliki prireditvi Kučana in gospoda Kučana in premijera Goloba posedli za eno mizo in je pač Golob prisluhnil besedam izkušenega politika. In nekaj podobnega je tudi tukaj. Ja, malce sklonjeno glavo, ne? Tudi je takrat imel zelo sklonjeno glavo. Ampak očitno ima kratkoročen spomin. Ne vidi se, kako nizko je vse skupaj padlo, je pa to, imate prav, je pa to sporočilo, da sodelujejo. Tu je ta trojica, ki je objektivno odgovorna za stanje v državi. To je ta trojica. In sporočilo je, predčasnih volitev ne bo, še smo skupaj, še zmoremo, ne? Ja, niso sposobni v bistvu sproducirati tukaj en nov obraz oziroma nek nov trik, se tle gre po dveh plateh gre. Eno je, da so seveda, da je zlorabljeno pravosodje za uničevanje opozicije, ne, seveda, in Janeza Janše posebej, to, kar se sedaj dogaja, gledajte, ali imaš pozitiven odnos do Janeza Janše ali negativen, ampak bodimo si odkriti, to, kar se dogaja sedaj s temi odškodninami, to je grozljivo, ne, to je res zelo, zelo nevarno. Ne. Ja, ker to se lahko zgodi vsakemu od nas se lahko zgodi, absolutno, sej, ne. Tako da, gledajte, tukaj nimajo rešitve in je treba nekako držati to rešeto, ne, s katerim prenašajo vodo in živce slovenskih državljanov, treba držati še kolikor toliko skupaj, da preživijo še to leto pa pol. No, seveda, ker pada podpora vladi, se je oglasila kdo drug kot spet spremljevalka doktorja Roberta Goloba, gospa Tina Gaber, na takem videoposnetku, ne, poglejmo. Pomagati mu je treba. Halo? Janez? A me slišiš ali suklet? Ja, ne, veš kaj kličem, imela bi en predmet za tole dražbo. Ja, Lutko
lutko imam. Dobra, ja. Ma. Loose job, ma. Hell job, ma. Kaj? Bad hair day. Ma. Dober, zmenen. Ja. Zdravo. No, povejmo, zakaj gre. Ne? Janez Janša na dražbi prodaja nekatere slike in svoje osebne stvari, da bi poplačal to, kar sva govorila, te sodne stroške. In zdaj seveda Tina Gaber pač ponuja to voodoo lutko, ne? Ker ta zgodba ima več teh aspektov. Ne? Mi lahko v to voodoo lutko, ki je na Haitiju, je ta sekta zelo močna, zabadamo in na nek način s to črno magijo, ne, v bistvu škodimo ljudem. Ne. Eno sporočilo je črna magija. Ne. Dajmo zdaj, toliko hudo je, da je treba zdaj že črno magijo uporabiti, da bomo, zdaj pa seveda tole lutko bi Janez Janša tudi lahko prodal in zdaj ne vemo, kdo bo komu kaj zapikal, kaj se dogaja. Povejte. Vida, poglejte, to je nekaj neverjetnega. Partnerka premiera Goloba je premiera Goloba tukaj prezentirala in vzpostavila kot lutko. In to bi lahko nehala govoriti. A si vi predstavljate kaj takega? Ja. Pustimo zdaj poskus tega zbadanja, še to nima nobene veze. On je vajen veliko hujših stvari, to je v bistvu nepomembno. Ampak ona je premiera Goloba prezentirala kot lutko. In to voodoo lutko. In v katero celo zabada. V tiste njegove najbolj občutljive dele političnega življenja in kariere, ki propada, je zabadala igle. To je noro. Jaz ne vem, kdo jo plačuje. Jaz se bojim, da je opozicija. Ja. Gledajte, to, mislim, za premiera imamo lutko in to je konec zgodbe. Ja, in tudi na ravni nezavednega in osebnega odnosa, ne, mogoče tudi ona ni malo razočarana zdaj nad partnerjem in kot spremljevalka, ne vemo zdaj, ampak kaj zdaj to pomeni, no? Kaj takega še ne. Še nismo imeli. Ne vem, ali se, kako gospodična Gaber zaveda, ampak ona je res naredila tukaj katastrofalno podobo svojega partnerja. Ja. Spravi, Robert Golob je lutka, s katero se lahko manipulira. Ne. Ja, ampak gledajte, tudi Robert Golob na nek način to dopušča, dovoljuje, tudi sam nastopa. Ne? Poglejmo, kako je on zdaj svetoval, kdaj lahko peremo perilo. Za vse tiste, ki vas pa skrbi pranje po noči, ker ne želite motiti sosedov, približno enaka cena je, če to naredite čez vikend. Boste pa šparali ravno tako. Tako da ni treba, pustite sosede spat, vi pa dejte čez vikend, čez dan, pa boste vsi srečni. Ja, Vida, jaz sem mislil, da tukaj, da imava, ne vem, neko analitično pogovorno oddajo, tle pa vidim, da je to zabavni program. Ne? To je noro. Ja, mislim, da ti slovenski satiriki so veliki zadregi, ne? Nekako so originali veliko boljši kot sama satira. Ja, to je noro. Ampak gledajte, ne, recimo iz vseh teh napak, ne, torej tako moram povedati, kot gospodinja, ki sem proučila to novo omrežnino in si nalepla te določene ure, sem ugotovila zaprepadena, da to ni res, kar pravi Robert Golob, zato ker tudi nedelje in prazniki in sobote imajo klasificirano, kdaj je drago in ravno tako je najdražje. Mogoče za eno stopno so ti koraki cenejši, drugače pa tudi v nedeljo je treba zelo paziti, da ne pereš recimo med 8 in 12 ali 7 in tiste drage ure so tudi v nedeljo drage, čeprav so mogoče malo cenejše. Tako da to ni res. Nedelje in prazniki, to mora zdaj gospodinjsko povedati, da ne bo kdo padel na tole stvar, ki ni resnična, da bo prav še naprej, tako kot mu števci kažejo, ker to, kar kaže števec poceni drago, to ne drži več. Torej, to ne upošteva tega nasveta. Ampak sama ta zadeva, da v bistvu sporočamo prek Instagrama, tako njegova spremljevalka, kot tudi on, a ne, pa kaj nam zdaj to kaže? Koga on nagovarja? Saj mladi v bistvu sploh ne perejo, ne? Perejo starejši, te, ki služijo denar, ki vodijo gospodinjstvo. Jaz v bistvu teh sporočil več ne razumem, ali naj to jemljemo resno, ali neresno, ali kdo zdaj to svetuje, kako se zdaj ti kiksi vlade na nek smešen način obračajo. Ja, to je res razvedrilni program pravzaprav. Ne? Zdaj, ko pravite, da še niti res ni, kar on je tukaj prezentira, ne, to ni res. To je še dodaten problem. Ne, mislim, da je to, kaj gre za elito,
tako partnerko kot tudi premierja Goloba, ki so izgubili stik z realnostjo. Pazite, od tega vpitja Urške Klakočar Zupančič nekje na začetku mandata, vrhunski menedžer ali nekaj podobnega, tisto se nam je vsem vtisnilo v male možgane. Glejte, vrhunski menedžer, ki niti ne pozna omrežnine, ki jo je očitno njegova agencija ali njihova vladna agencija vzpostavila. Ja, to se Način. pravi. Njega sploh ne zanima, koliko bo plačeval. Mene zanima, pa sem si izbrala, nalepla in pazim. Ne? Ampak razumete, se sploh očitno računov Pazite, ne tudi na plačujejo. svojem področju, torej tam, kjer ne bi bil kompetenten, tudi tam očitno ni kompetenten. Način je, kako prezentiral, je pa pravzaprav zafrkljiv do slovenskih državljanov. Ne? Ja, Jaz ja. ljudje tega ne bodo oprostili, ne morejo, lejte, to je šlo predaleč. Ja. To se pravi, ni pri nas tako kot na primer v Ameriki, ko je Donald Trump naredil krasno potezo, da je šel na tega spletnega vplivneža Rogana, naredil tam intervju, kot mu je svetoval menda njegov sin. Torej, pri nas ta trik še ne bo čisto zagrabil. Noben mlad človek, mlajši kot 20, mlajši kot 30 recimo, ne bo zdaj gledal tega Instagram videa in rekel, yes, that's my man. Ali kako vi to razumete? Ja, gledajte, to so verjetno klici obupa, ne? Ti še zadnji poskusi nekje, da bi na nek način vendarle to mlado generacijo zanimirali. Morda je bil kakšen od teh videov v preteklosti še nekako malo bolj šaljiv, tudi če ni bil v stiku z realnostjo, tu vsi ti lebdijo, jaz ne vem kakšno prehrano imajo, ampak res lebdijo malo v nekem ozračju, ne? Ja. V nekem golobjem letu tukaj, ampak kot rečeno se bo to slabo končalo, ampak te zadnje poteze premierja in tudi njegove partnerke pa res kažejo na izgubo smisla, ne, pravzaprav. To absolutno ne more koristiti. Ja. Kot ste rekli, tudi mladi ne perejo, ne. Perejo starši. Ja, kdo sploh to pere? Ne? Starši smo si pa ogledali tole. No, ampak dejansko ta pot iz stratosfere navzdol pa je seveda odražena skozi denar, skozi proračun. A ne? Mi smo zdaj, Državni zbor je potrdil zakona o izvajanju proračuna za leto 25 pa 26, za 2 leti imajo zdaj pravzaprav bjanko menico, da lahko trošijo. A ne? In zdaj bo poraba 17,1 milijarde evrov najvišja doslej, a ne? In leta 25 oziroma 26 še nekoliko višja. Torej, mi imamo zdaj primanjkljaj, ki je tudi najvišji. Prihodnje leto bo 1,9 milijarde evrov, še se bomo zadolževali. Torej, kaj se zdaj dogaja? Kajti fiskalno pravilo bomo malce kršili, a ne? In kaj se nam obeta? Glejte, vidite, to se ponavlja zgodba teh levih vlad, s tem, da je tukaj zdaj šla stvar izpod nadzora. Ne? Ustvarjati ne znajo, reform ne znajo narediti, ne? Čeprav imajo popolno oblast, kot jo ni bilo še nikoli, znajo pa trošiti denar, ne? Znajo se zadolževati. To je ta socialistična miselnost. Seveda znotraj tega imajo gotovo velik del kolača tudi njihove nevladne oziroma vladne organizacije, Ja. ki imajo status nevladnih organizacij. Nevladne, ki jih plačuje vlada. Ki jih plačuje To vlada. pomeni so vladne, ali kako ne? Ja, ki pač pridejo na ulico takrat na poziv, ko je Ja. potreba zaščititi in promovirati levo politično opcijo. Spremljal sem to dogajanje, osupil sem nad tem, jaz ne vem, če se državljani zavedajo, mislim, da je to nekje daleč, tam nekje v Ljubljani, to zadeva vse nas, ne. To ne, brez glavo trošenje, brez enega ozadja. In še seveda ta njihova medijska propaganda, se je celo kolega Bergant dobro spraševal zadnjič ministra v Odmevih, ne, ki se je spet hvalil s tem, da bodo toliko potrošili. Poslušajte, pri nas je ravno obratno. Namesto brez reform, nič nisi ustvaril, hkrati boš pa trošil in se zadolževal. Veste, da račun potem prihaja. Če mi ne bomo pripravljeni na te čase, se vemo, zaradi ukrajinske vojne, zaradi kolapsa Nemčije in tudi šibenja Evropske unije, tudi pred tem, da je seveda Kitajska čedalje močnejša, da so na področju avtomobilske industrije, ki je pomembna za Evropo, že prevladali, da se bodo Združene države pod Trumpom zaprle in zaščitile, bo Evropa v težjem položaju in s tem tudi Slovenija. Mi bomo imeli pa ogromne dolgove in trošili denar. Zakaj? Za plače. Ja, zakaj? Za plače. Ja, lejte, in seveda tudi za RTV Slovenija, no, ko ste že omenili Berganta, ne, ta teden je odmevala tudi zgodba, da državni odbor v državnem zboru za kulturo, ta odbor ni dovolil, da bi obravnavali
temo RTV-ja. Gre za zgodbo, ki je nastala v zvezi z vami in intervjujem z gospo Uršo Soares Cankar. Povejte nam, zakaj gre. Ja, to moram reči, da je žalostna zgodba, ki je tudi mene osebno prizadela in tle nima več razvedrinega programa, ampak gre za resne stvari. Že veliko let in let vodim intervju, ko ste ga tudi vi, končno gospa Vida, ko ste višli z tega bojišča, so se stvari malo poslabšale. Ja. Zdaj ste šli pred pol leta, malo več. Ja, penzijo, konec marca, ja. Konec marca, penzijo, so stvari malo poslabšale. Ampak do zdaj je veljalo tako, da si je pač vsak, jaz sem sedaj tudi urednik te oddaje in tudi jaz imam kolega Edarda Žitnika in Zvezdana Martiča, ki si pač svobodno izbirata pač goste, ki jih seveda potem seznanita tudi mene, jaz odgovorno urednico, so to neke normalne stvari, se smo končno sformirani ljudje, imamo seveda vsak neke svoje specifične vrednote, ampak vabimo vedno spodobne ljudi in se še kaj takega ni zgodilo. Ne vem, se je vam v vaši karieri kaj takega zgodilo? Bi morala zelo dobro premisliti, ampak da kakšen gost res ne bi bil. Torej, zdaj problem je ta, gospa Urša Soares Cankar ni rekla še nič. Ne? To konec koncev tudi ni ta formalno cenzura, ne? Ker če bi ona rekla nekaj, ne vem, neustavnega, kakor so rekle kolegice, se lahko pokažemo. Torej, tule imamo Alenko Jeraj najprej. Ona je, ko je šlo za obravnavo teh razmer, je Alenka Jeraj rekla iz tega odbora, kdo ste vi, da boste rekli, katera tema je primerna za obravnavo v Državnem zboru ali ne. Namreč, seveda, oni so sklenili, da ta tema ni. Ampak, ko že ravno vprašate to, ali se je meni zgodilo, torej, nikoli ni bilo tako, da bi vnaprej nekega gosta, ko sploh še ni ust odprl, sploh še ne vemo, kaj bi gospa Urša Soares Cankar povedala. Dobro, njena stališča so znana, ampak vendarle, to se prav cenzuriramo stališča, ne Urše Soares Cankar. Ja, to je mene, moram reči, da kar presenetno šokiralo. Dobro, to, da pride do različnih pogledov je normalno, to je za neko delovno okolje. Jaz se tudi seveda zavedam hierarhije. Odgovorna urednica ima veliko moč, ampak ima tudi veliko odgovornost. Ja, no poglejmo zdaj odgovorno urednico pa Ksenijo Horvat, seveda to so ti nikogaršnji hlapci, da bomo vedeli, o kom govorimo. Polona Fijavž, Ksenija Horvat. To je zdaj ta velika ekipa nikogaršnjih hlapcev, ki so za javno RTV, javno RTV, ki jo vsi plačujemo, na kateri ne sme nastopati nekdo že vnaprej. Imamo indeks, v bistvu seznam ljudi, ki ne smejo nastopati. Ali kaj je zdaj to? Ja, mene nekateri sprašujejo, tak indeks obstaja, zdaj sem bil malo zmanipuliran v nekaterih desnosredinskih medijih, češ, da tak indeks obstaja. Ljudje, nekateri me vprašajo, 2, 3, ste me vprašali, sem jaz tudi na spisku, nič več me ne vabite, ne? Jaz sem rekel, ne vem, upam, da ne. Ja, ne vem, ampak očitno ne. Očitno ena gospa ne sme nastopati, ali kaj? Lejte, moj interes je, da bi imel normalne odnose z obema tukaj gospema. Zaenkrat ti odnosi so se, mogoče s Ksenijo Horvat niti nimam sedaj stikov. Moja urednica je Polona Fijavž, jaz sem se še tam poleti pohvalil, da ni nobenih problemov, da svobodno izbiram goste, zdaj se je tukaj zaostrilo. Zdaj imamo pred mano en sestanek, ker se bomo o tem pogovarjali. Jaz res nočem in ne pristajam. A veste, da bo seveda nekdo zdaj se meni preprečeval goste in vseljeval neko svojo agendo. Lahko predlaga, seveda, ampak imajo cel niz oddaje. Končno leva sredina, nažalost tudi ekstremna levica v veliki meri obvladuje programe javne televizije, sploh informativni program. Tukaj si moramo biti odkriti. Se jaz tudi kolegom to povem, ko se kaj o tem pogovarjamo. Večina mojih kolegov, ki bi nekako nazorsko dopolnjevali ta nabor, ker tudi končno dobro je, da so novinarji različnih prepričanj, ne skrajnih, ampak različnih prepričanj, zato da se pač ta pluralnost slovenske družbe pokaže. So pač morali iti, so jih tako ali drugače zamenjali, odstavili ali so šli sami pod temi pritiski in nas je ostalo zelo malo, sploh jih ne bi štel, ker je pač en prst, mogoče 2 sta dovolj. In poskušam dopovedati, da ne vendarle pustijo, da delamo v miru in normalno, da po svoji presoji izbiramo goste, seveda tudi seznanjamo vodstvo, zato da bomo vsaj eno minimalno stopnjo pluralnosti ohranili. In gospa, tako je do zdaj veljalo, da se pač vabi ljudi, ki so zanimivi, meni je bilo celo sugerirano, da imam premalo žensk, da naj povabim tudi več žensk, mladih ljudi in tako naprej. Urša Soares te stvari vse to predstavlja, je pač oseba, ki vodi neko civilno-družbeno organizacijo, ki zbere nekaj 1000 ljudi. Zame osebno je tudi zelo pomembno, da deluje in govori, to sem preveril, tudi pogovor, ki ga je imela pri vas, njena stališča, govori na spoštljiv način,
povezovala, nikoga ne prizadeva. In ko je bilo tukaj nasprotovanje, češ da deluje protiustavno, sem pač opozoril urednico, sem rekel, gledajte, ne, mi dva ne morava presojati, kdo deluje protiustavno, o tem odloča ustavno sodišče, končno je gospa Urša na prostosti, nihče jo ne procesira, celo predsednica republika in bivši premier Cerar sta v nekem trenutku rekla, no, se mi se z njihovimi stališči ne strinjate, ampak imajo pravico, točno tako. Seveda, govorijo o splavu, a ne, o tem, to je ta zgodba. Predvsem pa promovirajo življenje, ne, ja. Tako, in gledajte, jaz sem potem tudi v urednici rekel, gledajte, če se bojiš, če se bojite, ne, da bi bil to nek zlizan intervju, ne, in tako naprej, kar jaz nisem imel tega namena, potem bi prosim pomagajte mi z vprašanjem, bom jaz brez problema vprašal karkoli, ni noben problem vprašati, ni problem povabiti nekega gosta, problem je, kaj ga vprašaš, ne, ampak tudi to je bilo zavrnjeno, ne. Ja. Glejte, po drugi strani, to pa mene osebno prizadelo in moram povedati, oprostite vida, ne. Ja. Spravi, ena spodobna gospa Urša Soares, mati, mislim, da 4 otrok, ne, je bila vnaprej izločena. Po drugi strani smo pa v naših oddajah gostili ljudi, ki so pa vulgarni, napadalni, recimo Svetlano Makarovič, ki je celo novinarja te iste javne televizije zaradi njegovih oddaj, slučajno mene, pač imenovala svinjo in ne vem kaj vse, upila jezik za zobe, vzdušil linča tam na trgu Republike. In je seveda tudi zaradi tega tožena in bo tukaj postopek. Njo pa povabijo v program javne televizije po vsem tem, ne samo da jo povabijo, in niti ne zastavijo vprašanja o tem, kaj ste pa vi govorili našemu novinarju tam 2-3 vrata naprej. Ja. Jaz moram reči, da te dvoličnosti pa ne prenesem. Ne, seveda, lejte, sej Ksenija Horvat, no tale posnetek je, ker ravno omenjate Trg Republike, na Trgu Republike je ves čas vpila pred parlamentom o depolitizaciji, pred parlamentom pa hodila v politične stranke prositi, ne jih rešijo. Sej to je prav pred parlamentom, sej to ni, ta posnetek ni nastal pred RTV-jem, a ne. Mislim, to je tisto, kar je res prevrženo na tej javni televiziji. In gospa Ksenija Horvat je imela v tej isti oddaji intervju Jašo Jenulla in polno levičarjev. Lahko samo izberemo, ukolikor niso seveda že brisali teh oddaj, ker zdaj se dogaja tudi, da kakšnih oddaj več ne najdemo. Ne, ampak ravno to, se tudi sam sem opozoril. Smo imeli predstavnike ali pa šefe civilnih družb, levice in skrajne levice, ravno tako v naših intervjujih, ne? Ki so pa malo bolj napadalni in tudi problematični lahko, ampak smo jih imeli. Ja. Se pravi, neke Urše Soares pa ne. Lejte, to je nedostojno za javno televizijo. To mora biti televizija vseh in približno enaki kriteriji morajo veljati. Visimo preveč na levo in gledajte, se bojim, da bomo padli z tega stola in take javne televizije, ki ne služi osnovnim potrebam državljanov, ne? Mislim, ne potrebujemo več. Je v resnici taka, ki potem razumem ljudi, jaz stalno rečem, ki me kje sprašujejo, ja, pa bi bomo nehali plačevati RTV prispevek. Ne, plačujte ga, vendar se borite za pluralno javno televizijo. Ampak v resnici potem ljudi razumeš, da nočejo plačevati RTV prispevek. Seveda, sej niti ne gledajo več. Ne. Sej konec koncev tudi ni več teh napovednikov za vaše intervjuje, jaz ga nisem do menega zasledila. Ja, to me pa tudi zanimivo, to me tudi gledalci opozarjajo, za tvoje intervjuje ali pa za intervjuje nasploh je pa zelo, zelo malo napovednikov, ne? Ja. To je spet, jaz se ne morem boriti proti vsemu, ampak to sem pa tudi opozarjal urednico, se rekel, dajmo pogledati, lejte, za nekatere druge prime time oddaje so stalno napovedniki, za intervju pa ne. Ja. No in tole vpitje pred parlamentom, ne, na Trgu Republike, ki je seveda ima zdaj te učinke in rezultate, to je eden rezultatov je odgovorna urednica Polona Fijavž, drugi učinek je bil pa ta, da je si dovolil predsednik vlade dr. Robert Golob na televiziji v Odmevih napovedati, saj smo se zmenili, je rekel Tanji Starič, da bomo televizijo očistili janšistov in so jo. Ja, to je pošastna izjava, ne. Mislim, kdo sploh janšist je, na kakšen način se ti kriteriji vzpostavljajo. To je pošastna izjava, ki bi morala pomeniti konec politične kariere za enega politika. No, mislim, da se mu je maščevalo, ne zaradi te izjave, ampak posledično zaradi nesposobnosti, da je s premijerjem Golobom bolj ali manj stvar v zatonu. Ja, in takrat je tudi voditeljica, moram reči, samo skomignila, otresla z glavo in nič drugega. Se prestrašila. Kdaj bo konec kariere za golobiste? Jaz ne razmišljam o teh kategorijah, dajmo gledati tudi na javni televiziji za nek profesionalizem. Tudi jaz mislim, da je bila odgovorna urednica, jaz upam, zavedena, da se je pač napačno odločila, da se je prehitro odločila, da je bila to njena napaka, ki jo upam, da tudi razume in da se v prihodnosti takih stvari ne bo dogajalo.
če je to golobizem, če je ta forma mentis golobizem, izločanje drugače mislečih do takih skrajnih meja, potem bo res, mislim, tega golobizma mora biti konec. Dajmo normalizem vzpostaviti, neko pluralnost. No, ampak očitno ne, dobro, pred državnim zborom so vpili vsi te, ne, ampak v državnem zboru pa zdaj ni te debate. Ja, ne. to ste me prej že vprašali izvorno. Ne. Jaz sem tudi dobil vabilo na to sejo odbora za kulturo. Jaz mislim, da bo ta seja sedaj ne bi bila ponovljena, ne bi vendarle do te razprave prišlo. Jaz se nimam namena tega udeleževati. Glejte, to naj se politika med sabo zmeni. Končno tu zakon o RTV-ju, mi smo takrat, mislim, da ste vi vodili oddajo na televiziji, točno vi ste jo vodili. Nekaj teh oddaj. Ja, ampak v eni sem bil tudi jaz in ministrica Vrečko. Ja, Julija. Tako. Prva, ja. Aha, in takrat se nisem zavedal, da sem izrekel neko preroško izjavo. Če bo ta zakon uveljavljen, se mi v taki zasedbi nikoli več ne bomo dobili in boste videli, da bo ta javna televizija postala eno politično trobilo. Zdaj tako daleč upam, da ni šlo, ali pa vsaj ne bi smelo iti, ampak to je bila preroška izjava. Ker ti, veste, volkov oziroma ovcu volčji preobleki, bi rekel, nekako človek ne more sprejemati. Jaz ne verjamem, razumemo, tej politični opciji, da bi v bistvu dejansko želela eno pluralno, široko javno televizijo. Sploh po vsem tem, kar smo sedaj doživeli po izločanju drugače mislečih. No, pa gledajte, s temi ljudmi je tudi nemogoča. Jaz upam, da se bodo zavedali, da v to smer ne gre. Ne. Mislim, žal, mi tudi izgubljamo gledalce. Če gledalec ne vidi neke pluralne zasedbe v oddajah, ne, če ga nekaj ne tudi pozitivno preseneti, eno in drugo in tretje, ne, veste, potem to postane tudi, če smo čisto običajno gledamo, dolgočasno je to. Ja, to je tako. pač nezanimivo. Ja. In potem začnejo... Nikogaršnji hlapci so vse povedali v zvezi s tem. Ja. Mislim, da je to bila ena zgrešena politika tudi tega aktivizma, ki se ni dobro končala in tudi za sam kolektivno se je v nekem smislu razbil. Jaz ne rečem, da niso bile napake tudi prej, ampak iz prejšnje vodstvo nisem zdaj zelo odblizu spremljal, kaj se je dogajalo. Verjamem, da se je dogajalo tudi kar ni bilo prav. Vem pa, da je šlo za obupne poskuse nazorsko nekoliko uravnotežiti to hišo, ki ne sme viseti v nobeno stran. Lejte, tudi če bi vesela, pa nikoli ni, v desno-sredinsko stran bi bilo to narobe. Ne? Kakšne so zdaj odnosi, kako se vi zdaj tam počutite? Ma gledajte, meni včasih sprašujejo, da kako hudo in tako je. Morate vedeti, no, mi smo mogoče za gledalce, da je veliko ali pa velika večina zelo profesionalnih in normalnih ljudi, s katerimi sodelujemo na različnih ravneh, ko se oddaje delajo, od montažerjev, strokovnih sodelavcev, producentov, to so krasni ljudje in se tukaj normalno dela. Edin problem je seveda z vodstvom. Ne. Mislim, vodstvo je popolnoma neprofesionalno. Ja. Glejte, to ste zdaj vi rekli, ne za svoje dejanja pač odgovarjajo. Jaz poskušam imeti normalne odnose, se pa zavedam, da sem relativno osamljen, pa nisem jaz nek bav tam. Jaz imam pač, moja vrednostna izhodišča so, če bi tako rekel, povezana z slovensko pomladjo, ampak kaj je bila slovenska pomlad in to, kar je sledilo po prvih demokratičnih volitvah? To je bilo v resnici povezovanje. Peterletova vlada je povabila k sodelovanju za velike projekte nacionalnega pomena, kot je bila osamosvojitev, je povabila tudi opozicijo. Pazite to. To je tisto. Ne? Saj tudi mi, jaz sem vodil televizijo 4 leta, saj mi nismo izločili drugače mislečih, saj so normalno delali vsi lahko naprej. Saj ni bilo, se spomnim, bi prišel sodelavec, da bi delal oddajo o partizanskem pevskem zboru, mislil, kaj bom jaz rekel. Ja, naredijo, seveda, bomo naredili to in to in to, čim več, na široko. In takrat je bilo tudi edina doba v zadnjih 20 letih, ko je gledanost televizije naraščala. In tu bi se morali kolegi tukaj tudi malo z tega naučiti. Vseeno, oni dobijo denar vsak mesec. Mislim, da jim ne sme biti vseeno. To je javna televizija. Če gledanost pade pod določeno raven, potem je tukaj smiselnosti obstoja in končno tudi zaposlitev več kot 2000 ljudi. To ni mala stvar. Dobro, o RTV Slovenija bomo sigurno še govorili, ker ta zgodba še ni končana in cela ta kuhinja. Pa gremo zdaj spet v tole našo notranje politično sceno. Torej, ta teden je Slovenija obiskala žena Zelenskega in sicer dokaj, lahko bi rekli, ta uspeh obiska je vprašljiv, zato ker so bili veliki protesti pred Nukom, kjer je bila, vpili so na njo, so obnašali, nam delali pravzaprav kot državi sramoto,
Ne. Ti povabiš nekega tujega gosta, potem pa vpijajo ljudje nanj. Ne. In odpadlo je neko predavanje tudi seveda na fakulteti za družbene vede, ne. Mogoče bi šla lahko na kakšno drugo fakulteto. Kako vi to komentirate? Ja, kot ste rekli, to je v bistvu ene vrste sramota za to nacijo, ampak je posledica notranje političnih razmerij, ne. In končno tudi ene zelo, zelo močne proruske agenture, ki je v Sloveniji, seveda, ki je bila v Sloveniji ves čas prisotna. Morate vedeti, da Rusija v celi Evropi, pravzaprav po celem svetu, tudi v Ukrajini, že pred napadom ogromno investirala v to svojo propagando. In se je seveda delno tudi prijela. Jaz vem, da so pri nas ljudje pa določeni medijski centri tudi nekoliko plačani na ta račun, ker ne verjamem, da delajo to zastonj, kar delajo. Kakšen medijski portal je prav zanimiv, izrazito proruski. Glejte, ne vem, če se zavedate, sem včeraj govoril z eno predstojnico slovenskih sester, ki so v Kijevu, tam so razmere zelo, zelo težke. Ljudje so od vojne utrujeni. Morate vedeti, da ima Ukrajina približno 600,000 dezerterjev, ne, za vojsko sposobnih fantov, ki so odšli iz države. Ne. Se jih ima Rusija tudi ogromno, ampak Rusija ima večje rezerve. Ima Severno Korejo zdaj. Zdaj ima tudi tako naprej. In da je to pač ena neodvisna država, ki je bila napadena strani sosede, čeprav je imela garancije, da če se bo odpovedala jedrskemu orožju, ki ga je imela Ukrajina prej ogromno, zato ker je bilo skoncentrirano na sovjetski zahodni meji, da je Rusija garantirala, poslušajte, ozemeljsko celovitost. Ne. Vse so to Rusi pohodili, njim se Rusi, govorim po Putinov režim, ne, tudi Rusi so vkleščeni. Se vidite, da če kaj narobe rečeš, pa ne boš politik, oligarh, karkoli, padeš skozi okno. Ne. Ja. Zdaj pred nekaj dnevi je padel oziroma čez balkon je padel 40-letni ruski šampion baleta. Ne. Iz višjega nadstropja, povejmo, ne iz pritličja. Ja. Lejte, to je grozljiv režim in da se potem, po vsem tem, kar vemo, ne, kar se je zgodilo, pazite, tle gre na 100,000 ljudi, na to 100,000 ljudi je bilo ubitih, je umrlo na bojiščih in tako naprej. Da po vsem tem mora gospa Zelenska, ki pride v Slovenijo, trpeti tukaj še neko nestrpnost, ki pa je sad seveda notranje političnih razmerij. Po mojih informacijah je bilo tako, da je bilo to upitje vnuku jo je zelo vznemirilo in potem se je tudi zmeraj tako, ne, da gre neka predhodnica, ne, to gre zaradi varnostnih tveganj, gre tudi na drugo lokacijo in so tam videli situacijo, tam so napovedovali proteste v sami dvorani in pred dvorano in so se potem, kar so tam videli, kar so jim na FDV pripravili, ne vem kdo, da se je odločila, da pač ne bo nastopila. Popolnoma logično. Pa tudi tako je, ne, se jaz upam, no, da so bili, verjamem, da so bili dobri nameni gospoda Musarja, ko jo je povabil, ampak vendarle, veste, s to rusko dačo, z vsem tem, ali gre tukaj za neko mogoče en poskus prikaza nekega novega obraza, enega novega stila, ampak vprašanje je tudi, koliko varno zanjo je bilo odkrito govoriti, glede na to, da je ruski lobi tako zelo močan. No, zdaj, ko omenjate gospoda Musarja, seveda imamo to sliko tega malce konflikta, ne, med Natašo Pirc Musar in doktorjem Golobom. Ne. Dejansko je gospod Zelensko povabil soprog Nataše Pirc Musar. Mislim, da se te partnerke, žene in tako naprej nikoli niso tako umešavale v notranjo politiko, kot je to prav pri predsednici Nataši Pirc Musar. Zdaj pa in ta konflikt, recimo ona je tudi povabila kitajskega predsednika Šija, ona ima neko svojo zunanje politično agendo brez vlade. Ne. Vprašanje, ki se tu pojavlja, je, koliko je zdaj tako vabilo in to simpatiziranje oziroma sploh te geste, ki mogoče tudi niso vedno usklajene z vlado, ne vemo tega v celoti, pa ta program, na kateri fakulteti bo kdo nastopal, FDV mogoče ni bila najboljša izbira za fakulteto, glede na to, kaj se dogaja. Skratka, koliko je tu zadaj nek ekonomski interes. Ne? Ker razumeti moramo, da zdaj bo zelo važna ta obnova po vojni. Vojna se bo končala, na to nam kaže tudi izvolitev gospoda Trumpa in seveda se bodo vsi zapodili v obnovo. Imamo kar nekaj slovenskih podjetij, ki že zdaj delajo z Rusijo, Belorusijo in bi si želela sodelovati tudi v Ukrajini. Koliko je tu nek ekonomski interes, koliko je pa res neko iskreno čutenje za Ukrajino?
Ja, to je težko vprašanje. Jaz se bojim, da konec vojne še ni pred vrati, ne glede na to, kakšna bo politika Donalda Trumpa. Dvomim seveda, da bo ta njegova napoved, da bo vojno rešil v enem dnevu. To je neizvedljivo. Ne? Vidimo, da se je ta vojaški stroj pač tudi Putinove Rusije zagnal. Ne? Velika krivda tukaj Zahoda. Mi smo veliko govorili in medijsko poročali in veliko je bilo obljub o orožju. Če bi Ukrajina takrat, ko je sprožila tisto zelo uspešno ofenzivo, bila oborožena, tako kot so obljubljali. In če bi smela streljati na cilje bi bila zadeva čisto drugačna. Se tudi ta dilema, ne, sedaj pri nas vidim, ne, tako voditelji raznih oddaj, eskalacija vojne, za katero sta krivi obe strani, Zahod, Amerika je dovolila uporabo orožja z večjim dometom in tako naprej. Čakajte, Rusija pa lahko strela po celi Ukrajini. To je noro. To je noro. Pa še malo pa bo streljala na Poljsko. Ja, seveda bi bil to presedan, ampak se tudi so že govorili, ne, da imajo ogledano tam neko vojaško oporišče za protizračno obrambo, ne, ki bi lahko bil tarča. To je bilo zdaj pred nekaj dnevi rečeno strani Rusov. Ne. Ne vem, če bo vojne hitro konec. Jaz se bojim, da je ne bo, ne upajmo, da se bo. Gotovo bo tudi ta plen po povojni obnovi zelo pomemben. Ampak če govoriva pa o teh konfliktih med tema dvema, se spomnim Nataše Pirc, ko je bila oddaja, ki sva mi dva vodila, to je bila volilna oddaja, ne? Je bila tudi gostja takrat, še kot je bila predsednica, kot neka komentatorka. Se spomnim, kako simpatično se je izražala o premijeru Golobu, da je simpatičen, da ima to govori na to primorski način in tako naprej. In tako. No in te simpatije je bilo konec, ko sta pač ta dva petelina, ne, mislim, gospa Pirc verjetno ni ravno petelin, ampak nekaj podobnega, veste, vsak na svojem kupu, ne. In sedaj vidi, da gre tukaj za karakterne probleme. In gre za neko, mislim, glejte, mi lahko nimamo radi te leve politike, ki je na oblasti, ampak to, kar počnejo, je sramota, oba skupaj, kar počneta pred očmi javnosti, pa tudi svetovne javnosti. Poigravanje, recimo, z vabilom kitajskega predsednika Šija, to je velika zgodba. Mislim, nihče ne more biti tako užaljen, kot so lahko Kitajci, da se tukaj ta dva kregata pred očmi celotne javnosti. Da se preko... Poslušajte, tukaj se vidi eno nedoraslost funkcijam pri obeh. Zdaj, če gremo pa čisto formalno gledati, predsednica je to povabila, ampak le šla mimo vlade. Tukaj, v tej točki, ne, kar se tiče vabila kitajskemu predsedniku, ima celo premijer Golob prav. Ne. Je pa res, da njegova reakcija njena je bila, seveda. Itak, ne, seveda. Ona je očitno vrh slovenske politike kot predsednica države očitno premajhno področje za njo, ima večje ambicije. Ja, zdaj ima ambicije v OZN. Kakorkoli. In je seveda naredila to napako, seveda zavestno, ne, premijer Golob, ki imel sicer formalno prav, pa ne bi smel tako javno odreagirati. Ne bi smel, ker zdaj vsi vemo in celotna javnost in Kitajci vedo, da ste teda kregata, kdo bo koga sprejel. Ja. Lejte, bomo zdržali še, ne? Saj tista slika, tiste trojke na tržnici je pokazala, da ne bo še predčasnih volitev in bomo morali kar še malo zdržati. Sploh pa gospa Nataša Pirc Musar ostaja tudi po teh splošnih volitvah predsednica države. Ampak lejte, dejansko se pa dogaja in kaj mi sporočamo tujini, ne? Je pa tale dogodek, ko je slovensko veleposlaništvo v Bruslju. Oni vabijo 29. novembra, to je dan, ne vem, Avno, ali kaj že bilo, no, te Jugoslavije. To je bil velik praznik, ne, takrat smo bili prosti, na U-party, torej na jugoslovansko zabavo. Torej, kaj je zdaj to? A to Slovenija zdaj podpira od Vardara pa do Triglava, ali kaj? Ja, pa vidite, nekaj tukaj spodaj piše, ki nas bodo spomnili na dobre stare čase. Ne? Ja, mislim, da je ta gospa, ki je to pošiljala naprej in tudi njena šefica, da so zaposleni na napačnem veleposlaništvu. Ja. Jaz ne vem, naj si ustanovijo jugoslovansko veleposlaništvo. Ja, se najbrž še v Bruslu, pa ne grejo tja, ne, ali kako? Ja, ne vem. Ampak je vprašanje, veste, ali je za recimo Srbijo, Hrvaško, tudi SFRJ pač sinonim za dobre stare čase. Jaz bi rekla, da ne, da edino Slovenci smo tako zagledani v to ikono. Jaz sem je tudi bosanski kolega pravo, da se smejejo Slovencem, ki ne samo v Kumrovec, ampak tudi v Jajce hodijo. Tropi nekih Slovencev, ne, z majicami Tito in tako naprej. Ne. Ja.
A je treba to sploh povedati? Ne? Ampak to je sploh, v bistvu, v kakšni državi smo živeli? Ne? Mi smo živeli v državi, ki je bila utemeljena na množičnih povojnih pomorih in na kršenju človekovih pravic. In seveda se je potem po sporu Hitler oziroma po sporu Stalin-Tito, ko je, to ni bil spor po zaslugi Tita, ampak po zaslugi Stanila, ki ga je pač nagradil s Kominterne, se je potem na videz stvar spremenila, ampak dejansko Tito potem v naslednjih letih Stalinu dokazoval, da so na pravi poti in so še več ljudi zapirali in pošiljali na prisilno delo, na družbeno koristno delo, zapori so se polnili, represija se je povečala in tako naprej. Vse to. To je bila ena pošastna država pravzaprav, ki je hirala, potem v sporu z Stalinom je imela to srečo, da jo je Amerika izbrala kot tisto ost, ki se bo zarila v komunistični sistem vzhodnih držav, vzhodni blok. In Jugoslavija v tem obdobju po letu 1948, pazite, deležna več finančne pomoči in tudi vojaške kot cela Afrika skupaj strani Amerike. Mi smo živeli takrat v veliki meri na račun tega, ne? Ampak kljub vsemu je bila država tako nesposobna v moralnem, političnem smislu in ekonomskem, da je propadla. Ja, ni dovolila več strankarskega sistema. Pika, konec. In je propadla. Kaj če sploh govoriti o tem? Ampak veste, se to ni tako slučajno. Jaz sem zdaj pred nekaj dnevi slučajno naletel na neko oddajo na javni televiziji, pogovori o prihodnosti, kjer so trije očitno bolj leve elite. Neki levi strokovnjaki. Ne, ja, tako. Ne. Mislim, škoda, super, da so take oddaje, ampak če so tako enoznačne, veste, da so ljudje istega prepričanja ali pa ekstremno istega prepričanja, to spet napačno in dolgočasno. No? Ampak ena od gosti govorila o tem, da kako mora ona prepričevati in kakšne težave ima študenti, da jih prepričuje, da Jugoslavija ni bila tako slaba, da je bila napredna po letu 1948, za božjo voljo, ženska, kje si ti živela? Kaj ti sploh veš? Se sploh še ni bilo, se je premlada. Ne vem, je bila ali ni bila, ampak lejte, sej pač osnovne zgodovinska dejstva je treba tukaj upoštevati. Ne, veste, tako da se očitno to propagiranje, neko projugoslovansko propagiranje, ki je popolna iluzija, to ni slučajno, to se poskuša, rekla je, da ima težave, kako mladim dopovedati, ne, ker pridejo s predsodki do Jugoslavije. Ja, seveda, saj imamo predsodke tudi do nacistične Nemčije upravičeno in do fašistične Italije in seveda tudi do komunističnih režimov. Ampak nismo nikoli presekali s tem. Ja, nekateri očitno niso in mislim, gledajte, mi smo res ena srečna nacija, če bi se tega zavedali. Mi smo do svoje države prišli na izredno demokratičen način po odločitvi več kot 90% ljudi na plebiscitu decembra 90 in po relativno kratki vojni, ki je velika ravno zato, ker je bila kratka in ki je terjala relativno malo žrtev. Mi imamo resno tako vrednostno središče, ampak ne. Njih vozi v Jugoslavijo, zaposleni so pa v državnih službah in veleposlaništvih. In jih mi plačujemo. Jaz plačam za tole. Ne? Pak veste, tudi to je, ne? Lejte, to se je začela ta rekonkvista režima, ne? Se je začela po letu 92, ko je padel Peterle, po letu 94, ko je padel Janša. Končno so veleposlaniške položaje zasedeli ljudje, ki jim je Jugoslavija, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija. In to se nam res... Kučan javno govori, on je še leta 2015 to povedal v radijski oddaji 23. decembra. Si lahko vsak pogleda na MMC-ju. Očitajo mi, da odcepitev ni bila moja intimna opcija, še vedno ni. Konec navedka. Ja, starejši kolega mi je enkrat govoril, da Demosu niso nikoli, Pučniku, Janši, Peterletu niso nikoli odpustili, da so jim uničili Jugoslavijo. Je za božjo voljo. Ja. No, še dobro, da je vmes Hrvaška, ne. Ampak, glejte, kot zgodovinar, kam bi morali umestiti Tita? Glejte, podobno kot te vzhodnoevropske komunistične voditelje, ne, ali pa tudi kakšnega drugega, kakšnega Castra, kakšnega Pol Pota in tako naprej. Ne. Mislim, približno v isti rang. Čaušesko, gotovo, ne, z nekimi, verjetno z nekimi drugimi priteklinami, s tem, da je imel, to je bil pač komunistični diktator, ki je utemeljil svoje države na množičnih povojnih pomorih in revoluciji stalinističnega tipa. In potem tudi obnašanju in ustroju države absolutno po stalinistični metodi, tudi potem, ko se je že Stalinom skregal, in ki je bil tudi v tem praktičnem smislu vodenja države nesposoben, se je Jugoslavija propadala. Ja. Poleg tega je imel pa resene atribute, ki so prav zanimivi. Ne? Veste, da komunistični voditelji pridigajo o enakosti, o boju za malega človeka in tako naprej. Zdaj, on prav velik sicer ni bil, ampak on se je šopiral kot
kot sončni kralj tiste dobe. Aristokrat. Ne samo aristokrat, kot neka kronana glava. Veste, da mu je imponiralo, da je gostil in kraljice in filmske igralke na Brionih in to je v glamurju vse to potekalo. Ja, če to ni v popolnem nasprotju s komunistično idejo, ki jo on propagiral, a ljudje tega ne vidijo. Ne? Ampak veste, to so kuriozitete, to so v bistvu zdaj smešnice, ne? Kaj je on dejansko bil, da ne govorimo o njegovem odnosu do žensk, so resne knjige, kaj se je tukaj dogajalo. Ampak tudi to naši levičari dajo ob strani, pravijo, da je bil velika osebnost. Zakaj? Ker je šlo veliko ljudi na pogreb. Ne? To je glavna. Na njegov pogreb, ja. Ampak glejte, ko omenjamo Ceausescu, bom povedala osebno izkušnjo, poleti sem bila v Bukarešti, ogledala sem si to belo hišo njihovo, predsedniško palačo. Oni so pa umestili Tita, zato ker tam kažejo, kdo vse je bil pri Ceausescu in kdo je bil njegov največji prijatelj, seveda je bil Tito. Ne? In kažejo te slike Tito v Romuniji, Tito v Ceausescu, tako da druge države so Tita umestile, samo mi ne. Ja, lejte, mi zgodovinarji smo ga, ne. On nima zdaj tukaj izbire, da ga mi umestimo. Pač je treba pogledati po rezultatih, ne. Ja. Po načinu vladanja in seveda po številu zagreženih smrti iz njegovega režima. Veste, da je njegov režim dejansko do leta 89, se veste, posle Tito in tako naprej, sledil njegovemu vzorcu. Res, da so se pa naši komunisti več kot od Tita naučili od Ceausescuja. Namreč to je bil, mislim, da kongres partije slovenske leta 89, če se ne motim, na Gospodarskem razstavišču. In to je bila doba te razpadanja komunističnega režima v Romuniji. Tega, veste, ko Ceausescu nagovori množico in množica začne vpiti, da je diktator in se mora umakniti. In potem do britkega konca, ko sta oba za njegovo ženo Eleno ustreljena. V Temišvar sta se zatekla in so jo tam ustrelili. In veste, da to je bila takrat, mi je kolega, ki je bil takrat na tem kongresu novinar pripovedoval, veste, nobenega ni bilo v dvorani, vsi so bili pred televizijami in so gledali, kaj se je zgodilo s komunističnim vodstvom v Romuniji. In to je bila seveda zelo močna informacija tudi za slovenske komuniste, da se morajo na hitro preobleči pač v ovčje kožuhe. In so se tudi preoblekli in nekako preživeli. Stopili z oblasti na oblast. In politično preživeli, kar za Slovenijo očitno ni bilo dobro. Žal. Tudi zato imamo taka vabila. Ne? Ja, torej me zanima, kdo bo šel. Najbrž veliko njih, ki so v Bruslu, ne? Komaj čakajo. No, seveda pa pri nas se pa kot posledica tega dogaja to, da recimo župnik blagoslovi neko osnovno šolo v Kamniku, pa je spet cel halo in se mora ravnateljica zagovarjati. Kako vi gledate na to? Jaz bi samo čestital ravnateljici, da je imela toliko, ne poguma, ampak toliko neke razsodnosti, tudi mogoče poguma v teh razmerah, da se je za to odločila. To je v skladu z našo tradicijo. Končno za Kamnik vem, da je osnovna šola veliko let, ko se je pač prenavljala in tako naprej, gostovala v župnišču, to je bilo vse v redu, pod nekimi zelo ugodnimi pogoji, vsi so se dobro razumeli in to gre za neko normalno sodelovanje. In s tem ni nikomur nič škodilo, samo končno tudi, zdaj, ali verjameš ali ne, če ne verjameš, ti tako vseeno, če pa verjameš v nek dober namen, v neko dobro voljo, če je do tega blagoslova prišlo. In bi apeliral na vse take, kot rečejo sedaj, deležnike, da se ne ustrašijo, javne ustanove, knjižnice in tako naprej, tudi šole, naj to naredijo, če tako čutijo. Naj se ne avtocenzurirajo, ker sicer bomo pristali, recimo tudi katoličani in ljudje tega nazora nekje v kotu. Ne? In tukaj si je pa gospa ravnateljica, ne da si je vzela, ampak je ravnala odgovorno. No? Tudi do staršev konc. Tudi do staršev. Seveda, ne. Torej, to zdaj ni ta ločenost cerkve od države. To nima nobene zveze s tem, seveda ne. Dobro, seveda pa je ta naša zimzelena tema, je pa seveda so Romi zdaj v tem obdobju. Ne. To je tale zadnja tema, ki jo bova komentirala. To je bilo na začetku tedna naselje Žabjak, novomeška komunala, ki je utrpela več kot 5000 evrov mesečno škode, zato ker so Romi kradli vodo, ne, in so naredili 77 vodovodnih priključkov na črno, ne, in ukradli 70 000 evrov, za 70 000 evrov vode. Torej, kako bi zdaj mi tole lahko rešili, tole zagonetko, ki se kar širi po Sloveniji? To zdaj ni več hec. Lejte, točno na ta način, kot je končno tudi novomeški župan seveda po posvetovanju naredil, da se je tem ljudem odklopilo vodo.
pravila morajo veljati enaka za vse. Slovenska država, zlasti leve vlade, ki so končno tudi nekako opustile to prakso, da so Romi dobili recimo socialno pomoč, če so pošiljali svoje otroke v šolo, tako imajo tudi v Avstriji. Leva oblast je seveda to rekla, da je to diskriminatorno. V glavnem, v veliki meri je državna in lokalna politika, ne lokalna, pravzaprav državna politika, ki je dopuščala to neverjetno popuščanje Romom. Tle gre predvsem za problem moških, veste, vse ženske se nekako bolj prilagodijo. Problem romskih moških, ki potem seveda zaidejo v kriminal, ki kradejo, ki niso kaznovani. Toliko časa se je popuščalo, da se te ljudi v nekem smislu izpridilo. Če bi imeli dosledno politiko tudi do Romov, nikoli ne bi prišlo tako daleč. To je skrajni ukrep, na koncu je do tega prišlo. Veste, da tudi Novomeška in druge občine, mislim, da so tukaj ne vem koliko 10 000 evrov samo za odvoz, več kot 200 ton materijala, ki je nabran okrog teh naselij, kjer je tudi seveda velik problem onesnaževanja. Res smo, mislim, seveda so, moramo reči, Romi so sami krivi za to, kar se je zgodilo, ampak pač Romi so ena specifična populacija, ki živi pri nas, ne vem, 500 let in so seveda avtohtoni prebivalci in so, ko bi rekel, pred Bogom in pred državo enakovredni. Niso manj vredni, so enakovredni, ampak seveda, če si enakovreden, imaš tudi enake dolžnosti. In zaradi načina njihovega življenja in tradicije je treba k njim pristopiti nekoliko drugače, vendar dosledno. Ja. Pozitivna diskriminacija ima tudi svoje meje. Glejte, ta stvar je tukaj iztirila. No, marsikoga je zmotila tudi ta prisotnost praktično oklepnikov policije, vidimo konje, ampak vendarle se je neka Rominja pretepla nekega policaja z metlo, ne? Mislim, Mene ni presenetila, ker končno, veste, tle od korenčkov je bilo dovolj, je treba tudi videti, se to niso nič naredili, videti palico, ne? Da se vede, gre za res. Se veste, da je bil primer, da so pretepli policiste, ne? To je nekaj neverjetnega, država si tega ne more. Z metlo neka ženska. Dobro, zdaj verjetno z metlo, ampak nekaj mesecev nazaj pa ne z metlo, ne? Takrat so jih pa res potovkli na tla in tako naprej. Ne, to si država ne sme dovoliti. In mislim, da bo ta problem hitro rešljiv, seveda bo še ena agonija, hitro rešljiv, če se bodo vzpostavili standardi, ki veljajo za nas vse. Ker nekje v Sloveniji so se pa vzpostavili. Ne? Ja, recimo, dobro, Prekmurje, izvor prekmurskih Romov je nekoliko drugačen, ampak gre za Rome, ki so se prilagodili, so se integrirali. Veste, se tudi tako je, tudi na Dolenjskem so Romi, ki so se integrirali, ampak oni grejo ven z romskih naselij in živijo potem med civili, kot oni rečejo. Škoda, da je prišlo tako daleč. Dobro, dr. Jože Možina, najlepša hvala za vaše zelo zanimive komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil komentar tedna. Hvala za pozornost. Nasvidenje.